Tradicija rednega uvrščanja v polfinale pokalnega tekmovanja se nadaljuje. Z visoko zmago izraženo s 3 goli je moštvo na najboljši možen način odgovorilo na spodrsljaj v Velenju. Kruno Jurčič je v primerjavi s prvo tekmo korenito spremenil enajsterico in ta je odločno krenila v dvoboj v lov za polfinale. Začelo se je v 4. minuti z opozorilnim poskusom Stojanovića. Sledila je akcija Santi Tavares, toda kapetan prvič neuspešen. Velenjčani so prvič resneje zapretili v 14 minuti, ko je do zaključka prišel Babič, toda meril mimo. Nenavadna situacija v 32 minuti, ko je ob izbijanju žoga zadela sodnika Žganca v hrbet, kar se je izkazalo za idealno asistenco Babiču, ki pa je streljal previsoko. Odgovor nemudoma na drugi strani, toda podaje Mendija nihče ni preusmeril v gol. Ob prostem strelu Ibrahimija pa je imel kar nekaj dela Radan, toda žogo je zadržal. Prva nevarna akcija v drugem polčasu prosti strel Ibrahimija, gostujoči branilec Žitko pa skorajda v lastno mrežo. Na drugi strani se je zatresla mreža, toda pred strelom z glavo je Kašnik napravil prekršek. V 60. minuti pa dolgo pričakovano vodstvo. Prosti strel Ibrahimija je našel Šulerja, ki je lepo podaljšal z glavo do kapke in Izraelec se je veselil debitantskega gola za Maribor. I wait for this goal a lot of times. This goal give me confidence. I'm very happy. But I forget this goal. I come here to help the team, and the most important, the winning, not my first goal. It's just for help. Takoj po vodstvu lepa kombinacija Ibrahimi Vršič, tokrat še brez želenega zaključka. Poskus Tavaresa 2 minuti kasneje je zaustavil Radan. Gostje so imeli najlepšo priložnost v drugem polčasu v 65 minuti, ko je podajo z leve spretno preusmeril Eterović, toda Handanović je reagiral izvrstno. Zato pa na drugi strani povišanje vodstva, znova naveza Ibrahimi Vršič, slednji tokrat z zadnjim dotikom z glavo. Sledili sta 2 izjemni solo akciji po desni. Ibrahimija je zaustavil Radan, Stojanovićev poskus pa pred golovo črto Jahnić. Tri minute kasneje meč žoga za Ibrahimija še ne izkoriščena. Zato pa v 86. minuti potrditev napredovanja po lepi kombinaciji Vršiča in Bajdeta in nesebični podaji slednjega, nov gol kapetana za končnih 3-0.
Mislim, da smo danes prikazali zelo en lep nogomet. Sicer v prvem polčasu nismo uspeli zadeti, imeli smo priložnosti, ampak na to smo v nadaljevanju drugega polčasa stopnjevali ritem in na koncu uspeli te priložnosti izkoristiti. Polfinale pokala bo šele spomladi, sedaj pa sledi priprava na nov obračun z Rudarjem, ponovno v Ljudskem vrtu. Tokrat v soboto 17:45 bo šlo za pomembne prvenstvene točke. To zna biti neugodno kad se u kratkom vremenskom periodu igra puno puta sa istim suparnikom, međutim mislim da smo mi sad u jednoj boljoj situaciji. Mislim da je utakmica završila u jednom jako dobrom raspoloženju i mislim da samo to raspoloženje trebamo podgrijavati ova 2 dana i opet da bude erupcija u subotu.